Spoštovani gospod Primož Poklič, podžupan v funkciji župana občine Slovenske Konjice. Spoštovani gospod Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Spoštovana Sabina in Sandi Žvikart iz Čebelarstva Žvikart. Spoštovane čebelarke in čebelarji, cenjeni gostje, otroci, prijatelji Žičke kartuzije, ljubitelji čebel in narave, prav prisrčno dobrodošli tukaj v naši in vaši Žički kartuziji. Pravkar smo prisluhnili mladim flavtistkam glasbene šole Slovenske Konjice, Tini Florjan, Nuši Kalar, Klari Skaza in Aruši Mlakar. Iskrena hvala vsem štirim, hvala pa tudi glasbeni šoli Slovenske Konjice in mentoricam Andreju Brulj, Živi Skrbiš in Sandrin Zemljak, vsem zaslužnim za današnji glasbeni del programa. Kljub temu, da je pravzaprav šola že skoraj pri koncu, so še zbrali te moči in nam popestrili današnji dan, tako da prosim en velik aplavz tudi za naše današnje goste. Ja, tako nas je njihova glasba na lep način pospremila v današnje srečanje, posvečeno enemu najmanjših, a hkrati najpomembnejših prebivalcev našega planeta, čebeli. Žička kartuzija je skozi stoletja živela v tesni povezanosti z naravo. Menihi so obdelovali vrtove, skrbeli za zdravilna zelišča, sadovnjake in polja, ter zelo dobro razumeli, da človek brez narave ne more živeti. V takšnem okolju so imele seveda pomembno mesto tudi čebele. Med je bil v srednjem veku dragocena dobrina. Ker sladkorja takrat še niso poznali, so jedi sladkali z medom. Iz čebeljega voska pa izdelovali sveče, ki so razsvetljevale samostanske prostore in spremljale bogoslužje. Zgodovinski viri pričajo, da so se s čebelarstvom ukvarjali tudi kartuzijani. Skrb za čebele pa je bila zaupana samostanskim bratom, ki so skrbeli za kartuzijanske vrtove. Pomen medu v Žički kartuziji je bil tolikšen, da je že njen ustanovitelj Otokar III. Menihom namenil pravico do dajatev v medu. Zapisi iz kasnejših stoletij pa omenjajo med kot reden del prehrane žičkih kartuzijanov. Danes tej zgodbi, spoštovane in spoštovani, dodajamo novo poglavje. V bližini kartuzijanskega vrta odpiramo kartuzijanski čebeljak s 6 panji, ki so nastali po zaslugi znanja in spretnosti domačih rok, po zgledu tradicionalnega slovenskega čebeljaka. Posebno podobo jim je vdahnila domača akademska slikarka Blanka Bračič. Zato čebeljak združuje dediščino prostora, rokodelsko znanje in umetniško ustvarjalnost. Predvsem pa si želimo, da bo to prostor življenja. Prostor, kjer bodo čebele opravljale svoje nenadomestljivo poslanstvo opraševanja, obiskovalcem pa pripovedovale, ali še lepše rečeno, brenčale zgodbo o pomenu sobivanja človeka in narave. Izjemno nas veseli, da je ta projekt nastal v sodelovanju z lokalno skupnostjo, čebelarji in občino, ki si prizadeva ustvariti okolje prijazno tako opraševalcem kot tudi prihodnjim generacijam, ki bodo tukaj živele. Zato sedaj k uvodnemu pozdravu vabim gospoda Primoža Pokliča, podžupana v funkciji župana občine Slovenske Konjice. Spoštovane in spoštovani, en lep pozdrav v mojem imenu in seveda tudi v imenu občine Slovenske Konjice. Kot smo slišali uvodoma, so kartuzijani živeli v sožitju z naravo in v današnjem času je prav, da se tega njihovega poslanstva in tega načina življenja spomnimo in ga čim bolj obujamo. Tukaj v Žički kartuziji v spomin na to in bom rekel tudi kot v poduk za naprej, že nekaj časa gojimo zeliščarstvo, sedaj pa temu dodajamo tudi čebelarstvo. Tako da izredno sem vesel, da to sporočilo kartuzijanov, se pravi, da moramo živeti v sožitju z naravo, da moramo skrbeti za čebele, ker brez njih življenja ni, živi in da ga obujamo vsi skupaj tukaj prisotni.
Bom pa še to priložnost tudi izkoristil za zahvalo, da se zahvalim našemu čebelarstvu Žvikart, ki je tudi sprejelo to zavezo, da bo skrbelo za ta naš čebelnjak in da bojo tukaj čebele lahko pridelale odličen med, s katerim si bomo potem lahko posladkali življenje. Tako da želim vam lep dan in tule v senci, da se malo ohladite. Vsak čebelnjak seveda potrebuje skrbnega čebelarja, vsak panj pa nekoga, ki razume življenje čebel in zna z njimi živeti v sožitju. Kartuzijanski čebelnjak bosta v prihodnje spremljala in zanj skrbela, kot smo slišali, Sabina in Sandi Žvikart skupaj seveda z celotno družino, ki nadaljuje to lepo poslanstvo čebelarjenja in svojim znanjem in predanostjo sta izjemno pomembno prispevala k njegovi postavitvi in uresničitvi. Zato sedaj k besedi vabim gospoda Sandija Žvikarta. Spoštovani podžupan v upravljanju funkcije župana, gospod Poklič, spoštovani predsednik Čebelarske zveze, gospod Noč, predstavniki občine, cenjeni gostje, dragi čebelari, čebelarke, občanki in občani ter vsi prijatelji narave. Veliko je krajev, ki pripovedujejo zgodbe Žičke kartuzije, pa jih je že stoletja ne le pripoveduje, ampak tudi živi. Med njenimi mogočnimi zidovi so kartuzijani menihi iskali mir, modrost in tesno povezanost z naravo. Danes temu prostoru dodajamo novo zgodbo. Zgodbo čebel, cvetov, medu in ljudi, ki s svojim delom ohranjajo dediščino ter jo predajajo prihodnjim rodovom. Čebela je majhna, a njeno delo je neprecenljivo. Vsak dan neutrudno povezuje travnike, gozdove, sadovnjake in vrtove ter s svojim opraševanjem ustvarja življenje. Podobno tudi ljudje s sodelovanjem povezujemo ideje, znanje in skupnost ter ustvarjamo prostor, v katerem je lepo živeti in ga je z veseljem obiskovati. Prav zato današnja otvoritev ni zgolj postavitev novega čebelnjaka. Je simbol sodelovanja med občino, turizmom, čebelarstvom in lokalno skupnostjo. Je dokaz, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo nekaj, kar bo služilo izobraževanju, ohranjanju narave in razvoju našega kraja. Žička kartuzija je biser naše kulturne dediščine. Čebelarstvo pa je eden najlepših delov slovenske identitete. Ko se ti dve zgodbi srečata, nastane posebno doživetje. Takšno, ki obiskovalca ne nagovori le z očmi, temveč tudi z vonjem medovitih rastlin, z zvokom mlečanja in z okusom medu, ki nosi v sebi sonce, cvetje, trud čebelarja. Čebelari pogosto radi rečemo, da naše čebele vsak dan znova učijo. Učijo nas potrpežljivosti, reda, medsebojne pomoči in spoštovanja narave. Nobena čebela ne dela sama zase, ampak za dobro celotne skupnosti. To je sporočilo, ki ga lahko prenesemo tudi v naše vsakdanje življenje. Naj bo okolica tega čebelnjaka prostor srečevanja in navdiha. Naj tukaj ob mogočnih zidovih kartuzije turisti odkrijejo delček priste slovenske tradicije. Naj domačini začutijo ponos in svojo dediščino, čebelari pa priložnost, da svoje znanje in izkušnje delimo z drugimi. Ob tem gre iskrena zahvala občini Slovenske Konjice, ki je prepoznala pomen čebelarstva kot dela naše kulturne in naravne dediščine, ter omogočila, da je čebelnjak naše svoje mesto prav tukaj v objemu zgodovine in narave. Verjamem, da bo postal nova točka povezovanja, prostor, kjer se bodo srečevale tradicija, sodobnost, domačini in obiskovalci, zgodovina in prihodnost. Naj zaključim z mislijo, ki je najbolj razume vsak čebelar. Iz tisočerih drobnih obiskov cvetov nastane ena sama kapljica medu. In prav tako iz številnih majhnih dobrih dejanj nastane skupnost, ki je močna, povezana in srčna. Naj ta čebelnjak dolgo in veselo brni, naj obiskovalcem pripoveduje zgodbe o pridnih čebelah, predanih ljudeh in kraju, kjer narava in dediščina živi z roko v roki. Hvala občini Slovenske Konjice in turistično-informacijskemu centru za vaše sodelovanje in hvala, ker skupaj pišemo novo poglavje zgodbe Žičke kartuzije. Naj bo v panjih veliko medu, v naših krajih veliko obiskovalcev in med nami vedno veliko medsebojnega spoštovanja in dobrih ljudi. Hvala in naj medi.
Ko govorimo o čebelah, govorimo o cvetovih, travnikih in vrtovih. Govorimo o življenju, ki se vsako pomlad znova prebuja in raste. In prav o rasti in lepoti narave nam bo zdaj zapela Ema Emilija Kvas iz Glasbene šole Slovenske Konjice. Hvala lepa tudi za to glasbeno doživetje. Pa smo spet pri čebelarstvu, s katerim imamo Slovenci res posebno vez. Naša dežela je nenazadnje svetu podarila pionirje sodobnega čebelarstva. Slovensko čebelarsko znanje uživa velik ugled daleč preko naših meja in nenazadnje je ravno na predlog Slovenije 20. maj postal Svetovni dan čebel. Zato nam je v posebno čast in veselje, da je danes z nami predsednik Čebelarske zveze Slovenije, gospod Boštjan Noč. Beseda je vaša. En lep pozdrav vsem skupaj, v mojem imenu, imenu Čebelarske zveze, spoštovani podžupan, župan, kakorkoli že, čebelarstvo Žvikart, Praporščak, čebelari čebelarskega društva, vsi prisotni. Ja, mislim, da Čebelnako tako idilično okolje vsekakor paše in vam moram čestitati, da ste se odločili, da postavite Čebelnak tukaj in konec koncev, tako je bilo danes že velikokrat rečen, tradicija, narava, sobivanje, spoštovanje čebele, zgodovina, mislim, da vse to paše skupaj in to dejansko slovensko čebelarstvo je in mislim, da smo slovenski čebelari premalokrat ponosni na vse to, kar slovensko čebelarstvo doma in v svetu predstavlja. Take zgodbe, kot jo ima slovensko čebelarstvo, nima nobeno čebelarstvo na svetu. To vam definitivno tradicija bogata, čebelarsko znanje, naša kranjska čebela, vse to živi v genih Slovencev in Slovenci smo dejansko čebelarski narod in enostavno, večkrat rečen, slovensko je biti čebelar, Slovenija je dežela čebelarjev, Slovenija je najboljše organizirana v čebelarstvu na svetu, imamo najboljši čebelarski podmladek, imamo edini čebelnjak na svetu, pa Panske končnice, pa čebelarsko obleko, pa praporščake, da ne bi našteval, ampak obenem imamo pa tudi odlične čebelje predelke, ker država Slovenije, kakorkoli smo včasih kritični do nje, je enkratna, zelena, čista. Jaz večkrat rečem, da ko se usedemo na avion, pa mogoče še to ni treba, prvo stvar pomislimo, kje bomo dobili plastenko vode. V Sloveniji skoraj ni kraja, ker ne bi brez vsakih težav natočili vodo iz pipe in jo popili. Že na ta način lahko pokažemo, kakšno ogromno higieno imamo na koncu koncev v čebelarstvu. Predstavljajte si med predelan v tistih državah, kjer je še voda problematična. Da ne govorimo o tem, kakšne stvari se uporabljajo v kmetijstvu, ki so v Evropi že desetletja prepovedane. Pa mi to vse veselo konzumiramo. Našega kmeta čebelarja omejujemo s tem, ko kažemo, treba je biti do potrošnikov zaščitniški, zraven pa na trgu vsa ostala hrana, ki nima nobenega takega pravega nadzora. Ampak prav je, slovenski čebelari smo nadstandard v svetu, v Evropi
in na to bodimo ponosni. In jaz sem posebej vesel in ponosen, da imamo take čebelarje, kot je familija Žvikart. Ja, absolutno. To je vzorčen primer nekega čebelarstva, ki poleg tega, da skrbi za čebele, za ogromno čebel, tudi jaz imam ogromno čebele in ne vem, kaj pomeni skrbeti za čebele. Poleg tega pa si vzame čas za vse. Tako si tudi jaz moram čas za vse. In včasih se sam sebe vprašam, kdaj jaz teh svojih 400-500 panjev sploh uspem pogledati. Enako je pri Žvikartih, na vseh prireditvah, na vseh apiturizmah, za vse skupine, pa še čebele. A veste, če jih kdo razume, jih jaz razumem, da to je garanje v teh 3-4 mesecih, da to je trdo delo, hkrati pa ima ta neko neizmerno pozitivno energijo, pozitivno srce in tudi to zgodbo tukaj. Verjamem, da boste z vso dušo in srcem pelala naprej, da bo ta čebelnjak živel, ker to je najbolj pomembno, na koncu čebelnjak živi. Mi smo v zadnjih letih v Sloveniji postavili ogromno raznih učnih čebelnjakov, pa raznih promocijskih čebelnjakov. Na srečo večina teh čebelnjakov živi, ker imamo zraven čebelarje, ki za to skrbijo. Recimo, mi smo kar nekaj čebelnjakov kot Slovenija, kot država podarili po svetu, brez sodelovanja s Čebelarsko zvezo, pa večinoma teh čebelnjakov propada. Zato, ker če ni ob tem čebelnjaku pravega oskrbnika, čebelarja, potem je to kratka zgodba, verjemite, ker čebele danes na žalost brez pomoči čebelarja ne morejo prav dolgo preživeti. Tako da jaz bi vsem skupaj res čestitev za to prireditev, za to pridobitev, za ta čebelnjak z lepimi panjskimi končnicami in v okolje tega kartuzije in te zgodbe. Mislim, da boste to zgodbo širili naprej. Jaz sem lahko ponosen, da sem danes tukaj in jaz upam in verjamem, da bomo, zdaj mislim, da lahko javno rečem, da snubimo občino Slovenske Konjice, da bi leta 2028 gostila prireditev ob svetovnem dnevu čebel, slovenski čebelarski praznik in jaz se veselim, da bomo to jeseni dogovorili in da bo 2028 v Slovenskih Konjicah en velik roj čebelarjev iz vse Slovenije in da bojo čebelarji videli, kaj je čebelarstvo Žvikart, kaj je občina Slovenske Konjice in kaj so ljudje, ki dihajo s krajem in tako, kot mi zadnjič Sabina in Sandi, ki sta mi opisala, kako cela občina, kako gasilci pa razna društva dihate en za druga in se povezujete. Ostanite taki, naj vam bojo zgled čebele. Tako da jaz pa še enkrat Sandi in Sabina in pa občina, čebelarji, hvala in seveda naj medi. In hvala tudi vam, gospod Noč, za ta navdihujoč nagovor in tudi za napoved 2028, se imamo česa veseliti. No, ljubezen do čebel in spoštovanje do narave pa je vrednota, ki jo seveda velja predajati najmlajšim. Ker ravno otroci pogosto najiskreneje razumejo, kako pomemben je vsak cvet in kako dragocena je vsaka čebela. Zato je meni danes še posebno veselje, ker so danes z nami otroci iz podružnične osnovne šole Špitalič, torej podružnične osnovne šole, matične osnovne šole iz Slovenskih Konjic, osnovne šole Podgoro. In tukaj jih je kar 11 in danes so za vas pripravili posebno točko. Prišli so peš od šole do Žičke kartuzije v tej vročini, kar tudi zahteva poseben potem aplavz. In danes bodo med vas prinesli Župančičevo pesem Ciciban in čebela. Tako da otroci, izvolite, oder je vaš. Čebelica leti z neba, čebelica odkot in kam te nesejo peruti po jasni zračni poti. Čebelica odkot
kam. Kje pa je tisti Ciciban, ki vedno me razgraja, ki mamici nagaja? Kje pa je tisti Ciciban? Če bil bi tukaj Ciciban, čebela svetlokrila, kaj mu bi naredila? Če bil bi tukaj Ciciban. Če bil bi tukaj Ciciban, takoj mu bridko čelo zapičim v trdo čelo. Če bil bi tukaj Ciciban. A potem bi jokal Ciciban in kričal na vse grlo, da se bi vse skupaj drlo. Tako bi jokal Ciciban. O najlejoče Ciciban, kriči naj kakor hoče, zvoniti zatoče. Nič ne pomaga Ciciban. Kaj misliš, da bi jokal sam? Jokala brez pogoja bi tudi mama moja. Kaj misliš, da bi jokal sam? Kaj tudi joče mamica, ko Ciciban skače in si raztrga hlače? Kaj tudi joče mamica? Če Cicibanček skače, pa si raztrga hlače, jih mamica zašije, pa očka mu nabije se cvetlično bilko zadnjo stran. Premotil si me, Ciciban, ne vem, kaj sem hotela, po kaj sem priletela. Premotil si me, Ciciban. Naj pove ti, Ciciban, čebela, po kaj si priletela, a ne laže pa ne, Ciciban. Če pa ne laže Ciciban, potem pa je fant od fare, naj skače vse potare, da le ne laže Ciciban. In Ciciban, čebelica prepeva, vse višje poleteva, za njo mi gleda Ciciban. Čebelica leti z neba, leti vse niže in vse bliže. Čebelica leti z neba, čebelica odkot in kam te nesejo peruti, po jasni zračni poti. Čebelica odkot in kam. Ja, tole je bil simpatični nastop naših otrok iz Špitaliča. Res smo zelo, zelo veseli, ker se tako radi odzovejo na naše povabilo in pripravijo vedno take simpatične točke in nas na nek način spomnijo, da prihodnost čebel ni odvisna le od čebelarjev, temveč od nas vseh. In za zaključek tega kulturnega programa, preden se podamo na otvoritev čebelnjaka, bomo seveda prisluhnili skladbi, ki že desetletja navdušuje ljubitelje čebel, narodno-zabavne glasbe in slovenske tradicije. K nastopu bom sedaj povabila Matevža Podgrajška, ki bo na svoji harmoniki zaigral Slakovega čebelarja. Od vas pa je jasno, kaj se pričakuje, da malo zapojete in pomagate.
nam čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi nas pa stari Hvala harmoniki. Mislim, da je zdaj vse pripravljeno za to, da si tudi čebeljak pobliže ogledamo. Želimo si seveda, da postane prijeten dom številnim čebelam, obiskovalcem pa priložnost za spoznavanje bogate tradicije čebelarstva in pomena opraševalcev. Sedaj bom povabila podžupana Primoža Pokliča, gospoda Noča, predsednika Čebelarske zveze Slovenije in pa Sandja in Sabino Žvikart k čebelnjaku. Danes smo rekli, ne bomo rezali traku, ampak v bistvu moramo čebeljak odpreti za čebele, toliko, da vas ne bo strah. Čebelice notri še ne živijo, ker zdaj smo jim domek šele zgradili, ste ga treba otvoriti in potem bodo seveda pri Žvikartovih poskrbeli, da se bodo lahko udobno namestile. Tako da bodo zdaj naši trije častni gostje imeli to čast odpreti vsak svoj panj in torej na nek simbolen način vanj spustiti čebelice. Torej naj postane simbol življenja, sodelovanja, spoštovanja do narave, ki nas vsak dan uči, da največje stvari nastanejo iz tisočerih drobnih dejanj. Hvala vam vsem, potem seveda vsi skupaj povabljeni na prijetno druženje tukajle v senčko. Za zaključek bomo rekli naj medi in naše goste povabili k čebelnjaku. Izvolite.